V Sladkem Vrhu še tlijo včerajšnje smrtonosne iskre, dimne pojenja. Nisem spala celo noč, jaz sem gospod osebno poznala, z starši je bila zelo dobra družinska prijateljica, mi smo bili ogorčeni. Včerajšnji požar, ki sem ga lahko spremljala z mojega okna na sosednji hrib, ker ta soseda stanuje na sosednjem hribu. Smrt je bila blizu, domači gasilci so zaradi suspenza ostali negibni. Tu sta dve vozili z vodo, jaz sem čakala dejansko mogoče celo klic, ne da bi bil neki javni, nekoga, ki bi rekel, čuj, kje lahko vzamemo vodo, kje lahko vozila rabimo. Bi rekla, glejte, minuta. Mate. Nov gasilski dom, nova vozila, vse nerabljeno. Od februarja lani so izobčeni iz tukajšnje gasilske zveze. Razlogi? Napake so bile izključno v zvezi z tekmovanji, razne hujše kršitve, kot so goljufanje datumov teh tekmovalcev. Bili so tu večkratni verbalni napadi na različne posameznike. No, zato ker se niso lepo obnašali, niso več gasilci. Kdo je na koncu potegnil kratko, ni dvoma. Če je to res vredno, da občani tega kraja nimajo požarne varnosti, če je vredno, da za to mora nekdo umreti, ne glede na to, da smo opozarjali župana, kakor tudi Gasilsko zvezo Slovenije in Gasilsko zvezo Slovenske Gorice, se vsi še danes zatiskajo oči. Župana pa Matildina smrt ne skrbi. Zanimajo ga gasilski avtomobili. Želi si jih nazaj, a so pod ključem. Pa zaklenjeno vse z njihovimi posebnimi ključavnicami in sedaj pač skušamo preko sodišča nekaj urediti, da bi to uredili, da ne bi na silo zamenjavali ključavnice v garažah. Župan o ključavnicah, krajani v strahu. Ne, jaz ne vem, ali bo mogel še nekdo umreti. Ne zato, da mi nimamo koncesije, ja pa kaj pa smo, kaj bomo gledali človeka na tleh, če rabi pomoč? Bomo videli ob naslednjem požaru.